Dine v Mariboru. Izvolite, minister. En lep dober dan, spoštovani. Kot sem že večkrat omenil in poudaril, je organizacija velikih športnih prireditev v Sloveniji pomembna priložnost za našo državo. Tako za razvoj športa, za razvoj turizma, gospodarstva in pa seveda za prepoznavnost naše domovine. Vladna podpora organizacije Olimpijskega festivala v Mariboru ni bila, gospe in gospodje, nikdar vprašljiva, nasprotno. Že prejšnja vlada je sprejela sklep o tem, da se gre v ta veliki projekt. Zato smo v letu 2022 najprej namenili 3 milijone evrov za obnovo športne dvorane Tabor in vsi tisti, ki poznate zdaj Tabor, je lepo obnovljen. Potem v letnem programu, to pa je zdaj že bilo pod našo vlado športa, za leto smo zagotovili 3 milijone za sofinanciranje obnove atletskega stadija Poljane. Tudi Fundacija za šport je primaknila 100.000 evrov. Tako da je država oziroma vlada za organizacijo tega OFEM-a dala dobrih 6 milijonov evrov. Seveda je s tem, tu govorim za infrastrukturo, s tem je vlada na nek način izpolnila svojo zavezo za tako imenovano izgradnjo športne infrastrukture in naj povem, da bo Mariborčanom in Mariborčankam ta infrastruktura po tej organizaciji OFEM-a seveda ostala in upam, da jo bo s pridom izkoriščali in da bo predvsem ta infrastruktura tudi priložnost za mlade, da bo lahko se ukvarjali s športom. Pri organizaciji dogodka, ki je pa seveda velik mednarodni, največjih v Mariboru, pa se je izkazalo, da organizatorjem manjka še slabih 3 milijone evrov sredstev. Se pravi, vlada je danes zagotovila dodatnih 3 milijone. Naše ministrstvo je tudi presodilo, da je ta dogodek zelo pomemben. Zato smo, samo še ta podatek bi rad povedal, na ta dogodek pride skoraj 4.000 mladih iz cele Evrope, starih med 14 in 18 let. Zraven bo prišlo seveda še 1000 drugih oseb, trenerjev, spremljevalcev in tako naprej in seveda gledalci. Tako da je velika priložnost za Maribor, okolico, za tudi druge občine, ki so zraven Maribora, predvsem pa za Slovenijo. In Slovenija se je velikokrat izkazala kot, ali pa zmerom se izkažemo kot odličen organizator. Zato smo se kot je Maribor tudi presodil, da rabi 3 milijone, smo seveda midva s predsednikom vlade bila v zadnjem tednu, bom rekel, na dnevnem stiku in moram se zahvaliti predsedniku vlade za vso podporo. Iz našega ministrstva smo razporedili sredstva tako, da bomo za organizacijo prireditve dali 2,5 milijona evrov, za nakup športne opreme pa še dodatnih 325.000 evrov. Tako da smo na nek način zdaj to zadevo uredili. Jaz se veselim teh iger, držim pesti za naše športnike in športnicam, Mariboru pa želim in vsem organizatorjem in vsem prostovoljcem pa želim dobro organizacijo in se jim že naprej zahvaljujem. Hvala lepa, ministra. Imamo tukaj kakšno vprašanje v zvezi s tem projektom? Ne? Imamo tukaj drugega? Kaj drugega, ja? Izvolite. Ti si. Nisem videl za televizijo. Metka Majer, Pop TV, na druge teme in Lahko. sicer, to smo že prejšnji teden, se je napovedovalo, potem pa se vmes tudi zgodilo danes dodatno pojasnilo in sicer Vzajemna je pač vložila to tožbo upravno v zvezi z tisto zamrznitvijo premije, pa me zanima, kaj je karkoli bilo na to temo rečenega na vladi, ali poteka Ne, jaz moram reči tudi, da hvala lepa za to informacijo. Iz medijev sem seveda zasledil, da bodo šli seveda v tožbo zaradi razlike, ker je pač država z odlokom, z zakonom in seveda potem zaustavila oziroma blokirala ceno. Tako da zdaj v bistvu bo sodišče presodilo
kdo je imel prav, ampak jaz mislim, da je vlada naredila dobro za prebivalke in prebivalce, zato ker je bila ta, pa kljub znanim inflacijam, inflacije in tako naprej, absolutno previsoka za naše državljanke. Zato smo naredili najprej mi, ministrstvo, zakon o kontrolni cen, ki nam je omogočil ta zakon, da lahko reguliramo ceno, potem pa seveda Ministrstvo za zdravje je pač za svojim izračunom omejili ceno, da je cena zdaj mislim, da 34,7 evra. Ampak računate pač na to, da ne bo to iztoženo? No, torej. Mislim, ne bi upal že naprej komentirati, bom rekel, sodne postopke, ampak seveda v samem postopku se bo tudi država pripravila in pač zagovarjala svojo odločitev. Pa samo še eno drugo temo je pa sicer tudi včeraj vlada sklenila, da se je prišlo do te odločitve. Ne, jaz mislim, da veste, koalicijske vlade so zmeram nakon tudi, bom rekel, zaradi pozivov glede ustavne presoje in tako naprej bi lahko bil sporen in tukaj je zdaj vlada na nek način včeraj z dopisno sejo ugotovila in umaknila zakon iz procedure, tako da nič kaj takega, kar ni bilo že večkrat v preteklosti narejenega in jaz samo sem zadovoljen, da znamo včasih tudi en korak nazaj stopiti, da bomo mogoče naredili 2 koraka naprej v bodoče. A pa je to zdaj samo dokončno ustavljeno ali se bo pač pogledalo na novo pa morda? Zdaj zelo iskreno, jaz na ta moment proceduro naprej ne vem, kaj so se na koalicijskem vrhu zdaj dogovorili, ampak seveda tak zakon s takšno vsebino, kot je bil zdaj, ne bo šel naprej. Hvala. Hvala lepa, minister. Najlepša hvala, srečno. Na spletu se nihče ni javil. Pardon, sem že kar šel. Ja, ampak ni videti. Hvala. Naslednja bo pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, saj je vlada na današnji seji določila besedilo predloga za začetek spremembe 3 členov ustave, s katerimi bi se lahko razpremenilo delo ustavnih sodnikov. Več o tem nam bo povedala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Izvolite. Pozdravljeni. Vlada je na današnji seji določila tudi besedilo predloga za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona in oboje posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Ključni cilj tega predloga je zagotoviti boljše obvladovanje pripada na ustavnem sodišču, kajti to je že daljše obdobje zaskrbljujoče in predstavlja tudi tveganje za uresničevanje pravice do sojenja v razumnem roku. Eden od ključnih dejavnikov tega trenda je zelo širok obseg pristojnosti ustavnega sodišča, ki ne ustreza v celoti posebni vlogi ustavnega sodišča v našem ustavnem redu in tudi ne omogoča učinkovitega izvajanja te vloge. To pa je vloga ustavnega sodišča kot precedenčnega sodišča in kot najvišjega varuha ustavnosti in človekovih pravic, ki naj s svojimi odločitvami vzpostavlja visoke ustavne standarde njihovega varstva kot vodilo drugim sodiščem in organom pri odločanju o pravicah in obveznostih. Zato gre tudi jedro predlaganih rešitev prav v smeri omejevanja tega obsega pristojnosti, vendar ne na način, da bi tako omejevanje vodilo morebiti v neustrezno omejevanje pravice do dostopa do ustavnega sodišča na drugi strani. Naše ključno vodilo pri pripravi rešitev je torej bilo zagotoviti ravnovesje med pravico dostopa do sodnega varstva na eni strani in pravico do sojenja v razumnem roku po drugi strani. Če povzamem še nekoliko preprosteje, cilj spremembe oziroma predlagane spremembe ustave je zagotoviti hitrejše in bolj učinkovito varstvo ustavnosti in človekovih pravic brez nesorazmernega omejevanja dostopa do ustavnega sodišča. V tem okviru je temeljna rešitev predlaganih sprememb ustave uvedba tako imenovane relativne oziroma omejene diskrecije ustavnega sodišča pri izbiri zadev, o katerih bo odločalo. Poudariti moram, da ne gre torej za neko popolno ali neomejeno diskrecijo ali pa pravico do proste izbire ustavnega sodišča, temveč predlog predvideva določene varovalke, ki preprečujejo tveganje pretiranega ali potencialno celo arbitrarnega omejevanja dostopa do ustavnega sodišča. Predlog tako predvideva, da bi ustavno sodišče sicer samo odločalo, katere pobude in ustavne pritožbe bo vzelo v obravnavo, vendar mora pri tem upoštevati tako sistemsko pomembnost zadeve, torej pomembnost zastavljenega ustavnosodnega vprašanja v celoti,
kot tudi pomembnost zadeve za posameznega vlagatelja ali skupino vlagateljev ustavne pritožbe. Torej mora upoštevati tudi težo zatrjevanih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot dodatna in po moji oceni pomembna varovalka oziroma omejitev te diskrecijske pravice je v predlogu predvideno, da lahko odločitev o tem, ali bo zadevo Ustavno sodišče sprejelo v obravnavo ali ne, sprejme že manjšina 3 sodnikov Ustavnega sodišča. Torej, pozitiven glas 3 sodnikov Ustavnega sodišča bo zadoščal za to, da Ustavno sodišče zadevo sprejme v obravnavo. Še ena varovalka oziroma dodatno to tveganje omejevanja dostopa do ustavnosodnega varstva zmanjšuje širok krog tako imenovanih privilegiranih predlagateljev, ki bi bil po novem določen samo v ustavi, sedaj je to zakonska materija, in to so tisti predlagatelji, vlagatelji, katerih pobude Ustavno sodišče mora vselej obravnavati. Novost je tudi ta, da bi ta seznam po novem vključeval tudi predsednico republike med drugimi organi. Naj omenim samo še nekaj drugih pomembnejših vsebinskih sprememb, ki jih ta predlog predvideva. In sicer še ena ključna je možnost, da bi zakonodajalec v prihodnje z zakonom sprejetim z navadno dvotretjinsko večino prenesel določene druge pristojnosti Ustavnega sodišča na drugo pristojno sodišče, torej na redna sodišča. Danes sprejeti predlog ustavnega zakona pa že sam izrecno predvideva prenos določenih pristojnosti z ustavnega na upravno sodišče. In sicer odločanje o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnosti ter med samimi lokalnimi skupnosti in pa presojo ustavnosti in zakonitosti prostorskih podzakonskih aktov. Hvala. Kakšno vprašanje? Ja. Izvolite. Metka Mar, Pop TV. Kaj je bil pravzaprav povod za te spremembe? Ali v koaliciji vlada pač neki konsens glede tega, predvidevam, da ja, in pa koliko številčno pravzaprav to pomeni, kaj predvidevate, koliko bi razbremenili Ustavno sodišče? Hvala lepa. Ja, seveda predlog je koalicijsko usklajen, zato ga tudi vlagamo. Dogovor je bil tudi, da predlog vloži vlada, kajti gre za zelo strokovno vprašanje, ki pa ima široko strokovno in pa tudi, kot rečeno, politično oziroma koalicijsko podporo zaenkrat za vložitev tega predloga. Upamo, da bo predlog obravnavan že na naslednji seji Ustavne komisije, ki mislim, da je predvidena za konec maja. Sicer pa, kot sem omenila, ključni cilj in torej tudi ključni povod za ta predlog spremembe je vedno slabše obvladovanje pripada pri Ustavnem sodišču. Številke oziroma skupna vsota nerešenih zadev ob koncu leta se iz leta leto povečuje že skorajda desetletje in pravzaprav ta ideja o spremembah, kakršne danes predlagamo, ni povsem nova. Bila je predlagana podobna, nekoliko drugačna že v letu 2010, pa takrat ni dobila zadostne podpore v samem postopku. Bistvena razlika od tistega predloga je, da je takrat predvideval praktično absolutno diskrecijo Ustavnega sodišča, da samo izbira, katere zadeve bo vzelo obravnavo. Mi pa, kot rečeno, v tem predlogu vnašamo določene varovalke in to je tudi tisti del, kjer pričakujemo največji učinek za zmanjšanje števila nerešenih zadev po letnih poročilih, se pravi hitrejše reševanje zadev. Kajti trenutno Ustavno sodišče res dobiva izjemno veliko število zadev, pobud in pa ustavnih pritožb vsako leto, vsako posebej mora obravnavati in to povzroča tudi te velike zastoje. Zato smo šli v to rešitev in ta rešitev, kot rečeno, bo ključna, da ima Ustavno sodišče neke vrste do določene mere prosto izbiro pri tem, katere primere bo vzelo v presojo. A ste že kaj segli do opozicije v zvezi z spremembami? Pogovarjali smo se oziroma predlog smo predstavili tako vsem koalicijskim poslanskim skupinam, kot smo ga predstavili tudi preliminarno Novi Sloveniji. V prihodnje oziroma v teku postopka ga nameravamo seveda predstaviti tudi poslanski skupini SDS, potem pa bomo, kot rečeno, v okviru Ustavne komisije videli, koliko podpore ta predlog dejansko ima. Ni pa
aktualni primer slučajno razlog za to, da se... Ne, kot rečeno, gre za strokovno debato, ki teče že desetletje, že več kot desetletje. Do sedaj na nek način tudi v preteklih mandatih že na prvi pogled ni bilo zadostne večine za podporo oziroma se ta predlog v preteklosti ni obedil. Prihajamo pa v situacijo, ko obvladovanje pripada na Ustavnem sodišču postaja res tako problematično, da ljudje zlasti v postopkih ustavnih pritožb zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic na odločitev Ustavnega sodišča čakajo več let. Na odločitev Ustavnega sodišča pa veste, da čakajo več let tudi državljani v postopkih ustavne presoje, ustavnosti, zakonitosti. Znani so primeri presoje odlokov v času protikoronskih ukrepov oziroma protikoronskih odlokov prejšnje vlade, kjer je šlo za vprašanje, ki bi bilo potrebno hitro razrešiti, da ima ta odločitev Ustavnega sodišča kak učinek, pa smo na njih čakali toliko časa, da so vmes predpisi nehali veljati. Skratka, ta zelo širok obseg pristojnosti in dejstvo, da se pred Ustavno sodišče vlagajo raznovrstne zadeve, ki so ali pa niso ustrezne za presojo na najvišjem sodišču za presojo ustavnosti in zakonitosti, pri nas je pripeljalo do situacije, ko pravzaprav dostikrat dobimo odločitev Ustavnega sodišča, ko na nek način skoraj ni več relevantna oziroma ni več mogoče popraviti zatrjevanih in ugotovljenih kršitev. Jaz sem še na 3 druge teme. Mogoče na to temo še vprašanje. Vi ste se na družbenih omrežjih že odzvali na zadnje dogajanje povezano z to ukinitvijo praznika. Zdaj seveda zadnji nek element je tukaj. To očitek o napovedi nove državljanske vojne strani koalicije. Kak je vaš komentar na to? Ja, jaz zelo obžalujem, da iz ideoloških razhajanj in ideološke razprave, ki seveda na veliko elementih dosega tudi točke spora med strankami v Sloveniji ali pa tudi državljani, ne nazadnje, da je to sedaj eskaliralo v neko povsem drugo sfero. To je sfero na nek način pozivanja k oboroževanju, pozivanja k nasilju, pozivanja k samoobrambi, skratka v narativ ali pa v neko retoriko državljanske vojne, ki pravzaprav vodi v zastraševanje ljudi in ki lahko, kot vemo, tudi vodi do nepredvidenih eskalacij še nadalje in sicer v smeri potencialnih dejanskih izbruhov nasilja ali pa uporabe sile, kajti vemo tudi iz nedavnih žalostnih, tragičnih izkušenj v soseščini in po svetu, da takšni pozivi lahko, če že ne namerno, pa nenamerno koga spodbodejo, da dejansko vzame stvari v svoje roke, kot se reče, in to je absolutno nedopustno. Jaz sem tudi včeraj na Twitterju poudarila, da so eno te ideološke razlike, razprave o tem lahko se tudi skregamo, čeprav seveda bi si želeli, da se ne bi na eni in drugi strani v teh ideoloških debatah vedno prihaja do čustvenih in razgretih argumentov, vendar je to povsem nekaj drugega, kot pa dejansko začenjati z retoriko državljanske vojne in v tem kontekstu potem pozivati k nasilju. Naj dodam, da smo že včeraj naznanili sum kaznivih dejanj v zvezi s temi tviti na pristojne organe in danes tudi uradno poslali naznanitev kaznivih dejanj v zvezi s tem okrožnemu državnemu tožilstvu. In sicer gre za naznanitev različnih kaznivih dejanj, po eni strani po 297. členu, torej domače pri nas razumljeno kot kaznivo dejanje sovražnega govora, gre pa za kaznivo dejanje oziroma sum kaznivega dejanja spodbujanja nasilja k nasilju, javnega spodbujanja k nasilju, in po drugi strani gre za sume kaznivih dejanj pozivanja k oboroženemu uporu in pa rušenju ustavne ureditve. To, kot rečeno, so sedaj sprejeli in bodo zadeve prevzeli in nadaljevali pristojni organi odkrivanja, preiskovanja in pregona. Smo pa to danes naredili, torej iz Ministrstva za pravosodje ta naznanila poslali okrožnemu državnemu tožilstvu tudi uradno. Zdaj pa še druge zadeve, no, ampak enako, kar se tiče nasilja, Nova Slovenija je danes predstavila vrsto predlogov, kar se tiče povezanih z nasiljem v šolah po zadnjem dogajanju. Med drugim tudi nekako nalaga ali pa si želi, da bi pravosodno ministrstvo preučilo možnost
torej uvedbe kaznivega dejanja spletnega nasilja po zgledu nekaterih evropskih držav. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, jaz za te predloge ne vem, nismo jih še prejeli, do sedaj sem tudi, kot veste, bila na seji vlade, tako da za predloge nisem seznanjena in bomo seveda pogledali, proučili in pa komentirali, ko bo to možno, ko si bomo lahko pogledali. Pa še eno vprašanje, sicer nekako je bilo napovedano, kar se tiče javnega sektorja, da bodo danes sprejeta izhodišča, nov mandat. Seveda se pomemben del nanaša tudi na vaš resor. Kaj je bilo na to temo rečeno? Ja, to mislim, da je stvar, katero morate vprašati pristojno ministrico, to je ministrica za javno upravo. Mi smo se dogovorili o nekaterih izhodiščih, vendar kot rečeno, mislim, da je ustrezno, da to pokomentira in vam odgovori ministrica za javno upravo. Naj poudarim, da kar se tiče Ministrstva za pravosodje, gre tu pravzaprav za dve dimenziji teh pogovorov. Del naših, da tako rečem, deležnikov seveda spada v širši javni sektor, ki se tiče teh trenutnih postavljenih izhodišč za pogajanja. Del pa so funkcionarji, to so tožilci, sodniki in pa manjše število državnih odvetnikov, ki so še funkcionarji, ki pa se pogovarjajo o znotraj plačne reforme z Ministrstvom za javno upravo ločeno od sindikatov javnega sektorja. Toliko samo v razjasnitev. Ja, sej, ampak kako pa grejo ta pogajanja, ki se tičejo konkretno vas? Sodnikov in tožilcev, mislite, funkcionarjev, ta pogajanja ocenjujem, da so sedaj postala v zadnjem času bolj konstruktivna, intenzivirali smo ta srečanja. Veste gotovo, da je v vmesnem času prišlo do spremembe, ko so se sodniki pogajali ločeno od tožilcev. Jaz sem opozorila, da se mi to ne zdi ustrezno, da je potrebno, da se pogovarjajo skupaj in sedaj smo do tega dogovora tudi prišli in se pogovori nadaljujejo z MJU-jem, torej skupaj s sodniki in pa tožilci. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Na Zoomu? Ne. Hvala lepa. Hvala vsem za udeležbo.